ko si v 3D, ko si v žrtvi, verjameš v pomanjkanje. Ok? Omejeno število virov je, omejeno število služb je, omejeno število denarja je, omejeno. Ok. To ni realna slika. Ok? Ti vidiš delček realnosti. Ti ne vidiš vseh služb, ki so, ne vidiš vsega denarja, ki kroži, ne vidiš vseh drugih virov, ki obstajajo. Ne, ti vidiš en vir, vidiš, da ti služba prinese tok in to je to. In potem ti v svoji 3D realnosti ostaneš tam in rečeš, ja, ne morem odplačati dolgov, zato ker imam take prilive. Ok, to je 3D, to je žrtev. Ki potencira problem in vidi omejitve. Ne da se, ne more, ni lahko, Ok, ko si ti v 5D, ko si ti v energiji voditelja, se pa vprašaš, ok, čakaj malo, kaj je denar? Dajmo najprej na začetek pogledati. Denar je fizična manifestacija obilja, ki pride v moje življenje kot posledica tega, da sem v pretoku. Ok, več energije kot zgeneriram, več denarja bom zgeneriral, ker denar je energija. Ok, cool. Torej, če dajem sebe v svet, svoje darove, zato ker je moja duša tukaj, to, kar znam in zmorem, če dam to v svet in imam visoko energijo in sem hvaležen in sem v užitku in sem v hvaležnosti, da to delam in dajem to v svet, absolutno po zakonu vesolja se bo vrnilo, bo prišlo nazaj. Ja, ok, torej, a to pomeni, da se moram pa spraviti službe, v kateri ne uživam? Ja, ok, najdem boljšo službo, ampak kje jo bom najdel? Čak ima se obilje vsega okrog mene, zato ker v 5D ti veš, da je obilje vsega, greš iskat, raziskuješ, se aktiviraš, nisi pasiven, se aktiviraš in se daš v polje nove službe, kjer deliš svoje darove in nazaj začne prihajati energija. Ko si ti v dajanju in ko si v sprejemanju, ko se ne počutiš slabo, ko sprejmeš, ko ti nekdo da denar, hvala lepa, obožujem denar, hvala, lepo, hvala. In ti zgeneriraš pretok. In ko nimaš spet 101 zgodbo pripeto na ta denar, vse to bomo delali na ta masterclass to poletje, ko bomo res šli globoko v denar, ampak osnovna energija zadej je to, denar je pretok energije. In osebe, ki imajo veliko denarja, so ljudje, ki so sposobni zgenerirati veliko energije, ki so sposobni držati to energijo. Torej, če ti kreiraš pomanjkanje, pomeni, da tvoj rezervoar ni tako poln, kar pomeni, da je potrebno narediti večji pretok, večjo izražanje darov, večjo postavljanje sebe v okolje, kjer lahko te darove deliš, večjo veselje ob tem, da deliš svoje darove v svet. Prispevaj, zato si tukaj, da daš, da prispevaš in nazaj bo prišlo. Nazaj bo prišlo zato, ker boš dal in boš v ravnovesju sprejemanje in dejanje. In evo nas, ko smo zavestni, ko smo v 5D, smo voditelji svojega denarja, obilja in ga zavestno kreiramo. Ne tičimo v strahu preživetja, pogledamo v svoje programe, pogledamo v to, kje smo zataknjeni v svojo zgodbo in se reprogramiramo. Ko smo v žrtvi, čakamo na boljše čase in se pritožujemo nad tem, česar ni. Pasivni smo. Ko smo zavestni v 5D in smo vodje, vemo, da se bo v življenju povečalo to, kamor bomo dali pozornost. Zato si absolutno ne daješ pozornost na pomanjkanje, ampak daješ pozornost na to, kar je, kar že funkcionira, kar je že v obilju. Obožuješ, ker veš, da tja, kamor boš dal pozornost, tja bo šla tvoja energija, tam se bo začelo generirati. In zato, če se ti odločiš, da boš dal energijo v smer tega, da želiš več denarja, boš začel dajati energijo v to, da začneš iskati priložnosti zase. Da kamorkoli greš, vsem ljudem poveš, o čem si ti dober. Da daš v polje informacijo, mogoče pa to kdo išče. Da si v izrazu sebe. In seveda, ko
si pogumen, da sebe izraziš, in ko si pogumen, da sprejmeš, kar pride nazaj, se pravi, da postaviš ceno in vse to, evo ti si zgeneriral pretok. Spet smo v aktivaciji. Torej, kjerkoli v življenju nimaš rezultata, ki si ga želiš, pomeni, da ne delaš aktivacije, ki bo ti ta rezultat prinesla, ampak si v pasivnosti. Torej, naredi nek korak aktivacije, da se postaviš v vlogo vodje tiste tvoje situacije. Ne glede na to, kje si bil, pa kaj je bilo prej, zdaj si v sedanjem trenutku. In v sedanjem trenutku iz te energije obrni novo zgodbo.